2 let bomo zdaj vsi trpeli v tem prometu, ampak začeli se bo graditi in jaz bom lahko vsak dan, imam že škodno prtlanček, da lahko grem na obišče samo gledati. Da vidim, kako nastaja stadion, kako nastaja džamija, kako se gradijo severna vrata, kako se bo gradil šumi, kako se bo gradil nuk, kako se bo gradil garažne hiše. Ne glede, poudarjam, ne glede, ali je to zasebne investicije, ne, ali pa to investicija mesta Ljubljana pa Republike Slovenije. Da vidim spremembo v bistvu Šmartijske cestice, da grem gledati, kako se bo gradil park na Žalah, ki je zdaj v razpisu in že zdaj, ne, razen ene koruze, ne, ki domačin pač zaenkrat še moče prodati, se bomo tudi to zmenili in ene detele okrog Žale zdaj urejeno. Če se spomnite na Kranjčevi cesti, tam, kjer so eni količki, ne, je bilo prej smetišče, zdaj ni nič več. Tam naprej je nepokošen, neurejen, to je zasebna zemlja, ker bo zdaj šla s tem planom spremembo in se bo tam tudi cela Kranjčeva pozidala. In to so stvari, ki mene veselijo in v bistvu da odgovor tudi upanje. Zdaj tudi morate vedeti, da je že Republična inšpekcija izdala nam odločbo za rušenje skoraj 100 vikendov za Savo. Se pravi, tudi to se bo delati, se pravi, Ljubljana se ureje in to je tisto moje veselje, moje lepoto. Tako da pravim ta odločitev, če bo do te razprave sploh prišlo, ne, sploh ni enostavno. Vi pa napišite, kar želite, vi ugibite, kar hočete. Jaz, če bi vedel odločitev svojo, bi vam povedal, pa ne vem. Ali si Zoran Janković sploh želi biti v prihodnosti vodja Levice? Jaz sem svoje povedal, no, zdaj pa se prevečujem, jaz drugačno nam povedal. Če ste lepo povedal, ampak me zanima samo, če si želite biti vodja Levice. Če bi si to želel, ne, bi jaz to zelo jasno povedal. In ne mi vprašanje tak, ne, da jaz odgovarjam ali ne. Pravim, zapuščal sem službe, pri 35 leti sem bil v.d. generalnega direktora Emone Holdinga, ki je imelo 10 000 zaposlenih. Izjemno velika funkcija, trgovina je bila takrat mogoče še večja Mercatorja, pa sem šel v stran načelnih razlogov. Ko pač s konceptom nadaljnjega razvoja nisem soglašen, Emone ni več. Mercator, res tudi, ko sem zanal bil Mercator. Jaz sem govoril ves čas, da bom šel v stran takrat, kam ne shod, ampak iz 2 razlogov. Prvi razlog je, če se ne zastopajo dobro sodelavci, tudi tle lahko razlog, in drugi razlog je, če bi slabo poslovali. Zato ne rabo, da mi nekdo stran reče, ne, slabo posluje, da pete stran. Pač odločil se, da me zamenjam. Zamenjal sem, noben problem. Naredil mi uslugo. Nisem vedel, da bom tudi tle užival. Jaz sem sam povedal na zgodbo zelo preprosto, ne. Takrat smo štartali, ne, v timu smo bili Aleš Čerin pa jaz, Aleš Čerin bil kot tist volonter vodja štaba, pa 3 v pomoči, Tjaša, Mateja pa Kati. Potem smo Jani vzeli, pa sam. In to je bil cel štab. Pa Pelko je pol našel, kje je to obliko. In na konci Arih, ne, tist ne bil vse pa Kati. In ko smo šli na prvo soočenje na popu, ne, gospod Arhar, pa Slišič pa jaz, ne, so mi rekli, ne, bil si dober, jaz sem bil tragedija, v Ljubljani nisem videl nič. Takrat res nisem videl nič v Ljubljani, tisto je bilo konkretno vprašanje. Županja je vedela vse. In jaz sem sam gledal. Zdaj sprašujete o vseh teh projektih. Vse jaz si nisem nobenega mnogo zmislil. Ljudje so hodili, te 20 ljudi so hodili, ne, in bral sem stare papirje. Dokumente sem bil stare, ne, zakaj se kaj naredili, so predlagali to. In potem pa še dan po cetu napisali datum. In če mi zdaj rečete, ne, ja, obljubil si, da bomo septembra igrali fuzbal na Stolcah. Res sem obljubil, 2008 letos. Bo pač junija 2010, ampak takrat, zdaj si pa vi predstavljate, ne, ko sem jaz obljubil, ne, ker nekdo rekel, ko greš na televizijo, ti moraš vedeti, da se zemljo vrnil, ne, eno organizacijo. Kako pa ne bi jaz to vedel? Kako ne bi jaz vedel za tiste pogodbe, ki so bile podpisane 22. oktobra na dan volitve, ne, 2005 ob 12, ki smo jih pol dobili po nekolikih mesecih. Kako ne bi jaz vedel, da je nekdo vrnil zemljo tam brezplačno na Celovški in projektu, ne, pred 2 leti pred tem pa je zavrnil prodati te zemljišče, pa kar vrnil brezplačno. To so ene stvari, ki so bile, ki so spomnil. Nihče pod vas ne piše, da ne govorim več, so to govorite stadion v Stožicah. Jaz ne govorim o stadion in športni dvorani. Povejte mi, kdaj je narejena zadnja športna dvorana v Ljubljani, prava športna dvorana. Še vedno je hala Tivoli, še vedno so vsi športni objekti v zavodu Tivoli. Pravi ime za zavod Tivoli, ko bo Stožice grejeno? Po moje ne več. Ker Tivoli je zdaj bil legenda za to, ker je bila pač najboljša športna dvorana. In tako da jaz, v bistvu jaz bom to rekel, vaša funkcija
je zelo enostavna funkcija. Vi imate pravico, imate dolžnost, celo meni pomagate, da me nadzirate in me opozarjate. Obljubi si to pa to, nisi naredil. In jaz, če ne znam povedati, zakaj ni narejen nekaj z vami narobe, ne z vami. Obstaja pa en način, ne, recimo ta javna razsvetljava. Vsi zdaj ugotavljate, kaj je, ne, če sem jaz bral te članke, nesreč berem vse, nekaj napišete, ne, ker Tjaša priprav klipinge, celo mi počete, nekaj stvari, vi pišete, ne, da novi hočejo podjetje bolje voditi, da bojo podjetje vodili, kaj se nas sploh skrbi, ker bo sam za nas bolj. Da se ne bo nič godil, da bo šli celo na nove trge in vse bo ostalo isto. Potem pa sprašujete, zakaj ljudi grejo stran. Ja, mene sprašujete. V zasebnem podjetju imaš možnost, da daš plačo, kakor hočeš. Mi, tlele, ona spada pač nek rang, ali pa ne vem, tle ostane, ne, in več ne moramo dati. Vi ste, ne vem, v zasebnih podjetjih nekateri, ne, torej, ki ima zasebno lastnino, lastnik se lahko odloči in da direktor funkcijo, da mu da plačo tismo, kam potrebno, koliko živi. Tako da pravim, ne, te moje odločitve, ne, če sem čist, da zaključiš tisto prvo vprašanje, izjemno čustveno sem vezan na Ljubljano, ampak res, izjemno čustveno sem vezan, toliko daleč, da me moti vsak papirček na cesti. Ampak prav moti me, ne, in zdaj čas mi je prav nekaj, ko papiram papire po cesti, se mi zdaj se mi kdo smeji. Ampak mene to prav moti. Ampak so pa tiste spremembe toliko lepe, da v principu ta sprehod zvečer, ne, tu čez mestni trg, pa Wolfo, pa Prešernov trg, pa te potopi svetnjaki, ja, vi meni povete, kdo od vas je ne rekel eno slabo besedo o potopi svetnjaki? Zame je to genialna ideja. Nisem si jaz mislil. Se pa nesem. Ampak mestnega svetnika, ker to poplu uspe. Da boš imeti kante, ne, plastične, ne, od zunij, ne, pred restauracijo, ne, in kam pomeče not, ne vem, tist krompira, kar mu pač ostane, ne, udar sonce in to fajn smrti, fajn ti šipa. A manjške pridejo pa psi. Najmanj to, ne. Ne, tako da pravim, ne, jaz bi tudi gledal tiste stremene, ki so pozitivne, pa so pravim, jaz sem zelo čustveno vezan na Ljubljano, toliko delež, da znam pokazati, da sem jih prej nisem vedel. Jaz prej, pred 2 leti nisem vedel za Ravno Brdo, da obstaja v Ljubljano. Da je tam 30 hiš, ne, da nima vode, nisem vedel. Tak zdaj bo imel vodo. Jaz nisem vedel, ne, za stavbo, ne, gluhih, ne, naglušnih, ne, ki so sami naredili, da je manjka 100 metrov asfalta. Zdaj bo imel. Šmarno goro sem vedel pa rožno. Ampak po 100 letih, ne, malo na Šmarni gore vodo. Čistilno napravo. To so pač, in to čistilno napravo, ne, sprašujete, ne, kako je rekla podjetje. Ta direktor, ne, te prašuje, ne, pa se ga vprašal, pa kaj želite premeniti, kaj se jaz na to ne spoznam, kaj hote, ne, tam je rekel, spremljam vašo pobudo, ne, prišli smo da donacijo. Kaj bi pa dal prav, naredi kakšno svoj aparat, svojo storitev, ne. Ok, čistilno napravo. In ker smo najdeli enega, ker hotel še sofinicer kot zasebnik, da ne bi vse dobil zastonj, je šla na Šmarno gor. Da ga bi pa lahko šla, ne vem, če bila večer, šla pa na Rakovino, šla pa kaj sem kam. Tako da, Ljubljana je res moje mesto in jaz tisto majico nosim, ne, tako z veseljem. Gospod Župan, zdaj ste tako lepo vse to povedal, ampak zdaj me tako zanima, koliko otrok v svetu si še želite, da bi nosilo ime Ljubljana? Ja. Zaradi mene, ne, po mojem, ne, če bi vsak drugi, ne, tle v Ljubljana, nosim Ljubljana, bi zelo vesel, tako da kraj začite na otroci delati.